če bi vedeli, da boste čez 1 leto umrli, kako bi to 1 leto preživeli? Kaj bi počeli? Kako bi preživeli posamezen mesec? Kako bi preživeli posamezen dan? Kaj bi bila takojšnja sprememba, ki bi jo naredili? S kom bi radi preživeli več časa? Čemu bi dali svojo največjo pozornost? Kaj bi radi pustili za sabo? Moje ime je Aleksander in to coaching vprašanje je v resnici eno mojih najljubših. Zato, ker vsakeč znova, ko to vprašanje postavim nekomu, ki ga coacham, vsakeč znova, ko to vprašanje postavim na delavnici, vsakeč znova, ko to vprašanje dam ljudem v razmislek, dobim kar naenkrat spremembe, ki so korenite pri ljudeh. Nekateri ljudje mi rečejo, da bi pustili službo. Nekateri ljudje mi rečejo, da bi napisali knjigo. Nekateri ljudje mi rečejo, da bi preživeli več časa z ljudmi, ki jih imajo radi. Nekateri ljudje mi rečejo, da bi se radi pobotali z nekom, s katerim so skregani. Nekateri ljudje mi rečejo, da bi s tem, ko bi izvedeli, da imajo samo še 1 leto življenja, korenito spremenili svoje življenje. In moje vprašanje, ki ga dajem, je v nadaljevanju, ko slišim vse spremembe, ki mi naštevajo, mi govorijo, pa to bi naredila, pa to bi naredil, pa vpisala bi se v to, pa bi nehala gledati vse te novele, pa bi nehala odlažati, pa bi šla ven naravo, pa bi občudovala naravo. In ko mi ljudje začnejo razlagati, kaj bi se počeli, jih vprašam, kako veste, da nimate samo še 1 leto časa. In jaz vam seveda želim, da boste še veliko, veliko let živeli. Vam želim, da boste srečni, nasmejani, pozitivni, še vrsto let. In hkrati vas prosim, vas spodbujam, vas vabim, da ne odlašate s tistim, kar vam je res pomembno. Ne odlašate s tistim, kar imate v srcu. Da živite svoje življenje, da živite svoje sanje, da si dovolite postaviti sebe na prvo mesto, da si dovolite biti vi najbolj pomembni za vas. Kajti od tam naprej boste živeli v miru, v izpolnjenosti. Če bi danes izvedeli, da imate še 1 leto življenja in bi nekaj korenito spremenili, potem naredite to korenito spremembo, kar se da hitro. Hvala, ker ste, hvala, ker delite, hvala, ker všečkate, hvala, ker ste tukaj z mano. Res bom hvaležen vaših komentarjev, res bom hvaležen vaših povratnih informacij in komaj čakam, da se vidimo na naslednjem coaching vprašanju.